Torej, gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu Info360. Gledate seveda Uro resnice, danes je pa z nami prav posebna gostja, gospa specializirana državna tožilka Mateja Gončin. Gospa Gončin, dobrodošli, pozdravljeni. Dobar dan. Se v redu počutite? Super, hvala. Ja, fajn. Hvala. Lejte, tako imam občutek, vse mogoče to moj subjektivni občutek, ampak mislim, da kar drži, da ste trenutno ali pa že vsaj nekaj časa, recimo zadnje leto dni, najbolj znana državna tožilka v državi. Ja, zdaj, ali je to dobro, to ne vem. To jaz zdaj ne vem, če sem najbolj znana tožilka v državi. Dejstvo pa je, da trenutno na sodišču procesuiram eno najbolj znanih mednarodnih kriminalnih združb v Sloveniji, Kavački klan, in da pač gre za resno zadeve, obravnavam umore skupaj s kolegom magistrom Ivanom Pridigarjem, in glede na to, da tožilec obravnava tako medijsko odmevno kazensko zadevo, se o tem tudi veliko piše. Zdaj, če se jaz ne motim, javnost vas je spoznala takrat, ker ste delali skupaj z kolegico Blanko Žgajner, ne? Ja, tako je. Takrat ste delali kaj Balkanski bojevnik, ne? Tako je. Ampak takrat ste bili nekako, vse tako je bilo pač v medijih vidno, tako en pol koraka za njo, oziroma zraven, ne? A to ste bili nekakšna pomočnica, takrat, kako? Tako, relativno mlada, prišla sem takrat se je imenovala še skupina za pregon organiziranega kriminala. Prišla sem na to skupino, bila sem dodeljena na zadevo kot stranska nosilka v pomoč. Aha, stranska nosilka, tako se to reče. Tako, kot stranska nosilka in pomoč tožilki Blanki Žgajner. Tako da delale sva pa dejansko vsebinsko obe na zadevi. Od začetka do konca. Zdaj, Blanka Žgajner je znana, nekateri mediji pravijo Jankovićeva tožilka, ne? Zdaj, en kup nekih zadev, ki je povezani z njo, ki je ona delala z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, so takšen ali drugačen način padle, ne? Kako vi gledate recimo na to stvar? Ali je to njena krivda, ali je to kaj? So odvetniki od Jankovića tako spretni, ali je to en kup neki naključji, ali kaj je to? Zdaj, čigava krivda je, se jaz ne bi izjasnjevala, je pa prav gotovo pa ne krivda tožilke Blanke Žgajner. Jaz ne. Ona je po moji oceni, in mislim, da jo kar dobro poznam, izjemno dobra tožilka, in kakršnikoli zunanji vplivi od političnega prepričanja, karkoli drugega, na njeno delo, kot na delo drugih tožilcev, nima nobenega vpliva. Ja, pa ena stvar je bila nekaj založena v predalu, ne? Ne, ni bila založena. Nobena zadeva ni bila založena v predalu, šlo je samo za to, da se je naenkrat nek rok, ki je bil določen v zakonu prej kot nek instrukcijski rok, od te zadeve dalje štel kot prekluziven. Tako da zelo zanimivo je vprašanje bolj, zakaj se je od te zadeve dalje štel za prekluziven. Vsi smo imeli te roke in vsi smo jih prekoračili. In pri nobenemu to ni imelo nobenih posledic, pri tej zadevi pa. Tako da absolutno tukaj moram stopati v bran kolegici, da to ni njena krivda. Ampak se je ustvaril nek vtis, ne? Zdaj posredno, mogoče tudi zaradi vaše kolegice tožilke, da je Janković na sodišču v pravosodnem sistemu pa še nedotakljiv, ne? Zdaj, kako vzamemo, takšen vtis je, ne? Lejte, to morate vprašati pa koga iz sodišča. Iz sodišča? Tako je. Tožilka je vložila zahteve za preiskavo. Tožilka je vložila obtožnice. Kje se je zataknilo? Zataknilo se je na sodišču. Iz takega ali drugačnega razloga. Tako da absolutno tukaj moram reči, da je tožilstvo svoje delo opravilo, in tudi ne strinjam se s tem, da je tožilka ta rok zamudila, ker sem vam povedala, da ta rok do trenutka, ko je ona imela v obravnavi zadevo Zorana Jankovića, se ni štel kot rok, zamuda katerega nosi kakršnekoli posledice. Samo še eno vprašanje te zvezi, da se ne bomo pogovarjali pač o kolegici, možda se v vas, ne, ampak začetek je v redu. Zakaj ona to počne, recimo, zakaj ona vodi vse zadeve v zvezi z Jankovićem? Zato, ker je na tožilstvu, ja, vodijo jih tudi drugi tožilci. A je tudi drugi? Seveda. Tudi drugi, res pa je. Ne, jaz nimam. Res pa je, da so tudi neko pravilo na tožilstvu je tako, ko enkrat dobiš zadevo zoper enega obdolženca, če pride na tožilstvo še kakšna druga zadeva zoper istega obdolženca, potem praviloma dela zadeve isti tožilec. Ker pozna obdolženca, kako? Tako, ker se zadeve pač nekako potem obravnavajo na tak način. Tako da to ni nič nenavadnega. Dobro, zdaj, gospod Gončin, vi ste bili zdaj v javnosti, v medijih, ne, predvsem v zvezi s temi dogajanji povezani s Centrom za varovanje in zaščito, ne, z policijo, ne, Kavački klan vas je varovala, ni vas varovala in tako dalje, ne.
Ne. Nekaj o tem ste povedali takrat decembra v oddaji Za tarčo. Ne. Mislim, del javnosti je bil takrat kar šokiran, ker meni osebno se je to zdela huda zgodba, predvsem zato, jaz sem nekaj pisal o tem, no, ampak se mi je zdelo bolj fascinantno, da se pravzaprav vi to potrdili, kar morda jaz takrat, ko sem pisal, nisem sam mogel verjeti, da je temu res tako. Zlasti okoli tiste večere z bivšim generalnim direktorjem policije Senadom Jušićem. Ampak zdaj me zanima recimo to, da razčistimo. A zdaj vas ta center za varovanje zaščito še varuje ali ne? Ker zdaj, ko sva se dobila, nisem imel občutek, da imate neko organizirano varnost. Sprejelo vas je v bistvu nek prijatelj, kako, ne? Ki pa je kriminalist, ne? Ja, je kriminalist, ampak me je samo sprejemal prijateljstvo. Jaz od februarja 2025 dalje nisem več fizično, osebno varovana. Takrat je končalo se to, kako? Da, prekinili so mi varovanje. Policija se je tako odločila, oziroma neka posebna skupina na generalni policijski upravi je odločila, da ne obstaja več nikakršne konkretne ali pa nevarne okoliščine, zaradi katerih bi me morali varnostniki Centra za varnost in zaščito še vedno varovati. Hkrati z mano so prekinili varovanje tudi vsem 3 tožilcem, ki so bili tudi v tistem času varovani. Tako da od takrat dalje jaz praktično stika s Centrom za varnost in zaščito nimam. Pa zdaj, vi ste globoko v tej zadevi, poznate stvari, ne? Se vam zdi, da se je kaj takega zgodilo vmes, da ni več potrebno, da se vas varuje ali ne? Ne, seveda se ni nič zgodilo. Lejte, enako je, kot je bilo prej. Seveda, in tudi moja ocena ogroženosti, ogroženost je enaka, po mojih informacijah je ostala pa popolnoma enaka. In ti neki odgovori, polodgovori policije, ki sem jih jaz dobila z njimi, nikakor se ne morem strinjati, ker nek pavšalen odgovor je bil, ker je policija prijela osumljenca za umor Satka Zovka, ne obstajajo več nobene konkretne okoliščine, ki bi nakazovale, da bi bila jaz kot tožilka ali postali tožilci ogroženi. Zato, ker je ta famozni Cezar v zaporu, zdaj vi niste več ogroženi. Ampak gospod Požar, to je neumnost. A ne? Jaz poleg tega umora obravnavam še en drug umor, ki je še nerazrešen, ki je še v fazi predkazenskega postopka, in tretji umor, ki ga ostali 2 kolegici obravnavata. Tukaj imamo še znane in neznane storilce, ki so na prostosti in ki se gibljajo po celem svetu. Zdaj jaz ne morem verjeti nekako, da policiji to ne bi bilo znano, in tak odgovor nekega Cezarja, ki nima praktično nobene povezave, je verjetno član kavaškega klana ali pa škaljarskega klana, to je pa tudi vse, ampak veste, koliko jih je še drugih, ki so na prostosti in so bili tudi vpleteni v te umore. Tako da jaz mislim, da je razlog za to, da so mi prekinili varovanje drug. Kater pa je ta? Ta razlog je pa, mislim, da sem ga že tudi na tarči izpostavila, to, da sem več mesecev opazovala in opozarjala na velike nedoslednosti, nestrokovnosti, neprimeren odnos in tudi na kazniva dejanja vodstva Centra za varnost in zaščito. O tem pisala, dokumentirala, hodila na sestanke generalnemu direktorju policije, o tem obvestila tudi ministra za notranje zadeve, vendar odziva ni bilo. Je bil, ja. Obrnili so se proti meni. V bistvu so to šteli kot nek ogrožujoči faktor in se je bilo potrebno... Vi ste šli nekako proti sistemu, kako če jaz to razumem. Mislim, jaz nisem tega štela tako. Jaz sem štela, če je nekaj narobe, bo verjetno generalni direktor policije, minister za notranje zadeve, štel, da je vendarle normalno to, kar je narobe, odpraviti, ne pa za vsako ceno to, kar je narobe, pomesti pod preprogo in se obrniti proti tožilki, ki obravnava najhujši organiziran kriminal v državi in ji metati polena pod noge za to, da se nekateri posamezniki v vrstah policije operajo nečesa, česar se ne bi smeli oprati. Naprimer, kazniva dejanja, ki so bila storjena. Kazniva dejanja pri vašem varovanju, ali kako? In v zvezi z mojim varovanjem in širše. Širše? In tudi na to sem opozarjala. Izpostavimo... pa recimo, če se ostava zdaj za hip potem, pa eno greva na širše, kot ste rekli, pri vašem varovanju, katera kazniva dejanja so bila storjena po vašem mnenju, pri vašem varovanju? Od opravljanja mene,
opravljanja žaljivih obdolžitev, obrekovanja, tako da kot mene, kot javnega funkcionarja, tako da zdaj ne govorimo o zasebni tožbi, recimo na večerji na Brdu pri Kranju, ko so bile delegacije varovanih oseb prisotne za omizjem rečene besede o meni, da sem prasica, da sem kurba. To so se varnostniki med sabo pogovarjali? Ja, pa ne moji varnostniki, druge osebe. Ne varnostniki, ki bi morali vas varovati? Ne, drugi. Da smo si na jasnem. Jaz sem bila... Čakajte, hočete reči, ampak to so policisti, ne? Tako, to so drugi varnostniki. Tako. So o vas govorili, da ste prasica? Tako, da sem bič, zato, ker sem šla pač v javnost z tem, da sem povedala nepravilnosti in že prej, ko sem se seveda borila z vodstvom Centra za varnost in zaščito, da vendarle to, kar se dogaja, je nedopustno. A veste, gospod Požar, jaz sem tožilka. Jaz sem izurjena za to, da opazujem in zaznavam nepravilnosti. In jaz sem dolžna po zakonu o kazenskem postopku reagirati, če do mene pride glas o kaznivem dejanju. Kako bom jaz v razpravni dvorani zastopala obtožnice, svoje obtožnice, ki jih vložim, zunaj razpravne dvorane, bom pa mižala, če se kaj takega zgodi. Tako da sem odreagirala. In ni mi za trenutek žal. In še enkrat bi naredila popolnoma enako. No, rekla so upravljanje, ne? To je prva stvar. To je prva stvar. Potem so se začele stopnjevati stvari, mislim, da sem tudi v Tarči že povedala z nepravilnostmi v zvezi z bosansko ambasado. Dogodek v zvezi z bosansko ambasado se je zgodil. Tisto zgleda filmsko, ne? Tako. Tako se je tudi zgodil, ko ste ga opisali. In jaz točno tako se je zgodil s tem, da tukaj moram povedati, da je šlo tako daleč, da bi se vodstvo Centra za varnost in zaščito, tega pa mislim, da še nisem nikoli povedala, opralo teh očitkov, ki sem jih na njih utemeljeno naslovila, so tožilcu, ko sem podala ovadbo, v spis vložili ponarejene uradne zaznamke policije. Obstaja človek, ki naj bi prikazali, da so varnostniki, ki so me varovali, storili napako in ne vodstvo Centra za varnost in zaščito. In obstaja človek, ki bo na sodišču to potrdil, ki je moral ta uradni zaznamek po ukazu vodstvenega kadra Centra za varnost in zaščito ponarediti, prirediti in takšno vsebino potem so poslali tožilcu in tudi na podlagi takih ponarejenih uradnih zaznamkov je bila kazenska ovadba, ki sem jo vložila, zavržena. Kdo pa ima moč, recimo, da odloči o tem, da se bo šlo ponarejati dokumente v policiji? Center za varovanje in zaščito, recimo vodstvo? Ali potrebuje tukaj še neko zeleno luč od generalnega direktorja ali ministra Poklukarja? Lejte, zdaj tako, jaz bi rekla, da za neko ponarejanje nekih uradnih zaznamkov mislim, da ne potrebuje zelene luči od ministra Poklukarja. Jaz mislim, da so si to celo dovolili sami narediti. So pa dobili... V okviru centra? Tako, v okviru centra. So pa verjetno dobili nekak širše, nek signal, naredite tako, da bo prav in da se bo tole babo nekako ostavilo, če čisto po domače lahko povem. Tako da, dogajale so se filmske stvari in tudi jaz zelo dolgo sploh nisem mogla verjeti, da je to možno, da se v Sloveniji dogaja. A je to mogoče povezan tudi s temi govoricami, da pač policija na nek način je prepletena skupaj z pač to mafijo, ki jo vi preganjate, da je to na nek način povezan, da se ščiti njih, da je policija imela informacije, da se bo ubilo tega gospoda Zovka in se ga potem tudi ni naredila nič in se ga konec koncev potem tudi je? Se vi verjetno imate v pogledu te stvari, ne? Jaz bi težko rekla, da policija tukaj ščiti mafijo. Jaz bi rekla, da policija ščiti sama sebe, svojo nestrokovnost, svoje neznanje, svoje povezave s politiko, vladajočo, ki mora biti všečna. Policija ne sme izpasti takšna, da naredi nekaj narobe. V končni fazi minister imenuje generalnega direktorja policije in če imamo mi generalnega direktorja policije, ki ga imenuje minister, tak generalni direktor policije in takšna policija nimata interesa odkrivati svoje napake in jih priznavati, pač pa je edini cilj, ki jih vodi, žalostno to, da te napake za vsako ceno pokrivajo in prikrivajo. In do takšne situacije mislim, da je prišlo v konkretnem primeru. Jaz ne bi rekla tukaj, da policija sodeluje z mafijo. Ne gre tako globoko. Veliko bolj zadeva je pravzaprav veliko bolj banalna, če tako pogledaš.
ščitijo sami sebe in svoje nepravilnosti. Koliko pa zdaj je po vašem vedenju, ne? Zdaj, ne vem, če bi ustrgoval, ampak koliko je po vašem vedenju, da je tukaj recimo to prepleteno? Imate ministra, recimo politika, pa policijo. Koliko je tukaj minister zraven v teh zadevah? Koliko on pa zaprav ve? Koliko se ga vpraša, pa eno se kaj naredi? Jaz celo mislim, da on ne ve veliko konkretnih stvari. Tega, ker je pač Poklukar načeloma. Lejte, mislim načeloma, da se Poklukar, ja. Mislim, da lahko da tudi deloma zato, ker je Poklukar, vem. Ki se recimo te stvari malo spoznajo, rekel, da Poklukar nikoli ne bi po svojih sposobnostih ne more biti minister. Meni je to čisto jasno, ampak gre tukaj tudi za neki interes. Koliko si ti zainteresiran kot minister, karkoli vprašate. Jaz mislim, da tukaj minister ni bil. Jaz sem v neki točki postala samo odvečni faktor, ki ga je bilo treba ustaviti. To je šlo zelo tako na površini, to je moja ocena, da ne bo nobene pomote, da se je pač rekel, lejte, to je treba zrihtati, to je treba ustaviti, zdaj pa neki detajli, neke podrobnosti. Kako so to delali? Ja. To pa mislim, da ne, to pa mislim, da je bilo dana, kot ste rekel, nek signal, neka zelena luč vodstvu Centra za varnost in zaščito, vendarle je gospod Padovac, neformalni koordinator Centra za varnost in zaščito, bil prej vodja varovanja pri ministru Poklukarju. Ona dva sta osebno in strokovno bila povezana in sta še danes in slišim govorice, da dokler bo Poklukar, minister, se Padovcu kot vodstvenemu delavcu Centra za varnost in zaščito ne more nič zgoditi. Jaz sem prevzela pregon, gospod Požar, zoper obdolžence oziroma zoper ovadence. Vam so to ovadbo, ki je bila, mislim, nam je bila fascinantna, ker vidim, da se si res, imate fotografski spomin, ali ste si pa sproti stvari beležili, ampak dosti natančno in dosti obširno ste napisali. Ja, seveda, jaz sem to pisala kot zahtevo za preiskavo, to, kar znam, to, kar delam. Potem, ne? Ja, posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva, tožilec je to zavrgel. Povedala sem, da en del... Je tožilec zavrgel zaradi tega, ker je pač kako bi rekel, se priklonil sistemu, ali je to zavrgel na podlagi svoje neke strokovne presoje? Ne bi vedela. In v končni fazi se s tem vprašanjem tudi ne ukvarjam, menim. Ste vedeli neverjetno, da bo zavrgel, ali ne? Pričakovala sem. Ja. Pričakovala sem, se pa nisem ukvarjala s tem vprašanjem, zato ker sem globoko prepričana, da je njegova odločitev strokovno nepravilna in da bom s prevzemom pregona to tudi dokazala. Pa to ste zdaj naredili, ne? Tako. Ste prevzeli pregon? Prevzela sem pregon za vsa kazniva dejanja. Dala sem na sodišče oziroma posredovala na sodišče predlog za uvedbo posameznih preiskovalnih dejanj. Od tega trenutka naprej nastopam kot oškodovanka, kot tožilka in nosim stroške tega postopka v celoti sama iz svojega žepa. Tako da, verjemite mi, nisem tako bogata, da bi si privoščila dajati denar iz svojega žepa, če ne bi bila prekleto prepričana, se opravičujem izrazu, da to, kar delam, je prav in da sem tožilka, da je to dolžnost mene kot tožilke in da to državljani od tožilca, pokončnega tožilca tudi pričakujejo. In bi še enkrat naredila popolnoma enako. Zdaj, če prevzemate pregon, bo se verjetno rabilo odvetnika, ne, ali ne? Imam pooblaščenca. Ali imate pooblaščenca, ja. Zdaj, ta Padovac, ne, kot ste ga prej omenili, on je ena od teh glavnih tarč bil v tej ovadbi, ne? Pa rekli ste, da sodelujete z ministrom Poklukarjem, ampak kaj to pomeni zdaj sodelovanje? Imate ministra, politika in imate enega policista, visoko rangiranega policista v Centru za varnost in zaščito. Mislim, kaj to pomeni sodelovanje? Ja, to gre za prenos informacij, gre za vprašanja, kako se lotati kakšne stvari, kako kaj narediti. To ona osebno komunicirate, kako? Jaz imam informacije, da da. Imam tudi informacije. To pa verjetno ni v redu, ne? Lejte, če se ona dva dobita na pivo, pa se pogovarjata o košarki, je v redu, a ne? Se to težko ločiti, ne? Ampak če minister direktno komunicira z visoko rangiranimi policistimi s prijatelji mimo generalnega direktorja policije. Ker v prijateljstva jaz tukaj kaj dosti dam, to so interesna prijateljstva običajno. Jaz imam informacije, žal jih sama nisem mogla preveriti, ampak imam informacije, da je gospod Padovac pomagal ministru Poklukarju pisati odgovor na interpelacijo. V zameno za to pa mu je minister, naj bi mu, obljubil zaščito pred ovadbo, ki sem jo jaz podala. In ni skrivnost, ker se govori, sliši po kuloarjih hodnikov Centra za varnost in zaščito, da gospod Padovac je zelo suveren v svojih ravnanjih in pravi, da dokler bo, kot sem že povedala, minister gospod Poklukar, ima on zaslombo. Je pa zelo zanimivo, a ne, nekdo... Kako bo on prišel do tega statusa?
Ne vem. Jaz sem slišala, tako vam povem, jaz sem slišala tako, da prej je bil vodja varovanja pri ministru Poklukarju, tam so se ga želeli znebiti zaradi nekih obtožb o nekem neonacizmu, nekaj sem tudi zasledila v medijih in potem, ker sem jaz že imela neke pripombe in sem se že tudi obrnila na ministra glede samega načina in odnosa vodstva Centra za varnost in zaščito, ga je minister poslal na Center za varnost in zaščito kot neke vrste koordinatorja. In nisem prepričana. Odstranil ga je malo kako, ne? Tako, in ga postavil tja kot neke vrste koordinatorja in nisem prepričana, da je to delovno mesto sploh sistematizirano. Veliko se je govorilo o tem, zlasti v povezavi z gospod Klakočar Zupančičevo, ki je isto varovana oseba, ne? Da zdaj ti varnostniki ne samo da varujejo, ampak da tudi v bistvu spremljajo njeno, logično spremljajo njeno življenje in delo in da se potem beležijo te stvari in da se te stvari dajo politikom. Ampak ne samo njeno. Tudi, ne samo njeno. Spremlja se življenje varovanih oseb in njihovo ravnanje. Tudi pri meni je bilo to poskušano. Ampak to je nezakonito, kako? Seveda je nezakonito, ampak moja ekipa prva varnostnikov, ki sem jih imela, ki si jih nisem sama zbrala, so mi bili dodeljeni s strani vodstva Centra za varnost in zaščito, so se izkazali kot izrazito profesionalen kader, ki ni sporočal informacij o meni, o mojih družinskih članih, o moji politični prepričanosti, o tem, kam jaz hodam, kaj jaz delam, vodstvu Centra za varnost in zaščito. In skupaj... Tudi ni dolžan poročati, ne? Seveda, da ne. In skupaj s tem, da sem jaz pa še hkrati nepravilnosti izpostavljala, se je vršil nek tako imenovan pritisk, upravičen pritisk na vodstvo Centra za varnost in zaščito. Oni so to dojeli kot pritisk, niso imeli nobenih informacij o meni. Jaz sem prijavljala nepravilnosti in kaj se je zgodilo? Pač unikum v Sloveniji, da eni varovanje osebi enega lepega dne ukinejo kompletno, celotno ekipo varnostnikov. To se še ni zgodilo nikoli v Sloveniji. To se še ni zgodilo. Nobeni varovani osebi. Tako da, poleg tega, do tega bova prišla pa mogoče kasneje, je pa sodu izbilo dno še to, da sem ženska, tukaj je pa to poseben odnos vodstvenega kadra in vrha policije in Centra za varnost in zaščito. Pač teli gospodje mislijo, da ženske sodimo samo za štedilnik in da se nas pač obravnava te redki posamezniki diskriminatorno, kar se tega tiče po spolu. Znotraj centra ni nobene varnostnice ženske, kako? So. Ampak slišala sem, da so tudi te šikanirane in da vkolikor se ne podredijo pač nekim navodilom, ukazom moških predstavnikom Centra za varnost in zaščito, imajo probleme. Tiste, ki pa se podredijo, pa teh problemov nimajo in zelo hitro tudi napredujejo. Zdaj, ta vladna koalicija, politika zdaj je eno od glavnih gesl, je pač to, enakopravnost moških in žensk. Zdaj v praksi pa očitno temu ni tako. Na papiru se prenese. Kaj pa je dejansko? Moram reči, da jaz do zdaj kot tožilka nisem zasledila te diskriminatornosti. V tožilstvu ni tega? Ne. To sem zasledila pri teh, da tako rečem, že malo ostarelih gospodih na Centru za varovanje in zaščito, ki bi rekla, da jih je tudi sicer čas že malo povozil in da je družba, v kateri živimo, malo drugačna. Kaj to igrajo? Mačate ali kako še vedno? Tako. Žal, tako. No, ampak zdaj, vseeno okoli te Urške Klakočar Zupančič, zdaj lahko že rečemo, da so pač informacije, ki so okrožile v njej, pa te domnevno zasebnem življenju, bile kar točne, ker so očitno prihajale tukaj iz tega centra. Ampak mi je bilo pa to zanimivo. Ko so te stvari prišle ven, je se ona v bistvu posipala s pepelom in recimo ona je v bistvu vaša kolegica, bila je sodnica okrajna, vi ste tožilka in vas ni podprla. Ob tem, da so jo polne besede, kako v ženskah, vse te stvari, ampak tukaj enostavno se pa je skrilo v mišjo luknjo. A vas je tukaj razočaralo mogoče? Zelo.
Zelo me je razočaralo, nisem zdaj pričakovala, da bo rekla, zdaj pa treba to takoj raziskati, jaz bi namreč tako naredila. Ne, ono rekla, zdaj pa stop, obratno, ona se je umaknila nazaj, ona je celo udarila po meni. Gledala sem nek podcast, ne me vprašati, ne vem, pri kateri gospe je bilo, pri neki novinarki, kjer je celo, ni omenjala mojega imena, vendarle pa je omenjala, da se ona ne bo izražala na tak način, kot nekateri, ki brez dokazov obtožujejo. To je mislila, jaz sem nekako ocenila, da govori o meni. To pa me je še dodatno razočaralo, zato ker vendarle gospa je pravnica, ni sicer na področju kazenskega prava strokovnjakinja, kar jaz sem in verjetno zelo dobro vem, s kakšnimi dokazi operiram. Ja, pa se ona vrsta solče po prsi, da je pravnica, ne? Ja, glejte. Ni pa edina ženska. Res je, da se je to nanašalo na njo in te informacije, ki so prišle do mene iz Centra za varnost in zaščito, so bile točne. Jaz sem decembra to povedala na Tarči, par mesecev kasneje se je to izpostavilo. Zanimivo, zelo malo ljudi je to povezalo. Lejte, tožilka je to rekla in točno to se je izpostavilo. In če je tožilka to rekla, tudi druge stvari, ki je govorila, jaz jih ne govorim na pamet, gospod Požar, jaz imam dovolj drugega dela, mene res ni bilo treba iti na Tarčo, te stvari izpostavljati, se boriti s Centrom za varnost in zaščito. Imam od jutra do večera popolnoma dovolj dela že z svojim delom, ki ga upravljam kot tožilka. Zdaj, če sem jaz prav razumel, ne glede pač, da je pač posebni oddelek na tožilstvu zavrnil pač to vašo ovadbo, en del glede Senada Jušića, bivšega generalnega direktorja, pa je pa obstal, ne? Tako je. Kaj se pa tam dogaja? Tam je se pa drug tožilec, da smo si na jasnem, to ni bil tožilec, ki je zavrgel kazensko ovadbo. Aha, to je bil drug tožilec. Zakaj pa drug tožilec? Nimam pojma, to morate pa posebno vprašati. Pa se to bila ena ovadba, ne? Ali ne? Ena ovadba. Ja? Jaz sem dala enotno ovadbo, eno ovadbo. Drug tožilec je pa se odločil, da obstaja utemeljen sum, da je gospod Jušić storil kaznivo dejanje, za katerega sem ga ovadila, in je vložil zahtevo za preiskavo na okrožno sodišče v Ljubljani. Skratka, ni cela ovadba padla, hoče, ne? Tako je. Ampak poslušajte, je bilo jaz to, bom rekel, to je res fascinantno, ne, da vas generalni direktor policije povabi na večerjo, vas državno tožilko, specializirano državno tožilko, ob svečah, da bi vam, oziroma vam je predlagal, da lobirate za umik ovadbe, ki jo je vložil njegov predhodnik Boštjan Lindav, ne? Ne, da lobiram za to, da se njegova kazenska ovadba zoper Lindava, kazenska ovadba policije zoper Lindava ne zavrže. No, se pa čujem, jaz sem kup teh informacij, vejo, da ste pojasnili, ampak a ni to, bom rekel, znanstvena fantastika, da si šef policije upa tožilki to reči, no? Se to ve, da je to kaznivo dejanje, ne? Ne vem, če. Ne vem, če glede na to, kakšen odnos je imel gospod generalni direktor policije ves čas do mene. Moram reči, da je bil njegov odnos, kar se tiče odnosa, zelo korekten do mene, zelo spoštljiv. Vendar pa se mi zdi, da nekako na ta način, a veste, jaz sem iz juga, vi ste iz juga, ker sem tudi jaz iz juga, moj oče je Bosanec. Da se dogovorimo. Sad ćemo se mi dogovoriti onako fino, lepo in tako, in da bo šlo to malo po domače. Jaz sem dobila tak občutek. Zdaj, če se je on zavedal razsežnosti tega, kar počne, ker on ni direktno uporabil besede ti naredi to in to in to, pa v zameno to in to, vendar pa zelo subtilno, zelo posredno, ampak tako, da sem jaz to razumela zelo dobro. Ampak to očitno potem ni, vi niste verjetno edini primer, s katerim se je Jušić tako pogovarjal. To pa jaz ne vem. Jaz za druge ne vem, nisem niti spraševala, moram pa reči, da takrat, ko sem tam sedela, sem razmišljala, se to resnici dogaja na tistem sedežu pri njemu. Se pa ste podobno razmišljali, kot jaz, se to resnici dogaja. V čem pa je finta to, da je pač večerja ob svečah? To morate pa njega vprašati. To morate pa njega vprašati. Ampak kako pa ne bi sicer vi to dosegli tam? Kaj, da bi nekje tam hodili iz pisarne v pisarno in prepričevali kolege tožilce? Jaz ne vem, kaj je on pravzaprav imel v mislih. Jaz sem tožilka, o tej ovadbi so odločali tožilci, se pravi tožilec. Na policiji je verjetno to zelo folklorno, da pride en k drugemu, pa se nekako tako zmenijo. Medtem ko na tožilstvu pa to ni. Jaz zelo dobro poznam vodjo posebnega oddelka
sva bili tudi zelo dobri prijateljici. Sta bili? Sva bili. Tako. Niste več oko? Nimava več kontaktov. Nimate več kontaktov. Ko sva pa obedve bili zaposleni na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, smo se pa družili vsakodnevno. Tako da ne vem, mogoče je ta informacija prišla do njega, jaz to ne vem in ga tudi nisem spraševala. Zdaj, jaz pa pravilno sklepam, zdaj na podlagi vsega tega, kar sem prebral pa slišal v tej zvezi, da zdaj vas načeloma podpira, ne, vaša vodja, ne? Ne govorite o generalni državni tožilki, o vodji specializiranega gospe Šlibar, ne? Tukaj pa moram izpostaviti. In da hkrati ste na nek način v vojni z vrhovno generalno tožilko, ne? Katarino Bergant, ne? Ja, gospa Šlibar me od samega začetka podpira, me kar dobro pozna, ve, kakšna delavka sem in kakšna tožilka sem in tudi verjame temu, kar govorim in za čemer stojim. In na tem mestu se ji moram tudi javno zahvaliti za vso podporo, ki mi jo je v vsem tem času dala, ker brez njene podpore in pa brez podpore večine kolegov na specializiranem državnem tožilstvu verjetno ne bi zmogla vsega tega, čez kar sem šla, ker to, čez kar sem šla, je bila kalvarija. To je kar zanimivo ugotovitev, ker pač zdaj gospa Šlibarjeva je preko svoje hčerke na nek način se jo povezuje z Gibanjem Svoboda, nekaj podaka. In zdaj pač vi ste na nek način, če ste tukaj v neki vojni, mislim, da uporabim te izraze, da boč mogoče malo razumljivo, z gospodom Poklukarjem pomeni pač, da ste na nek način v vojni za svobodo oziroma z vlado in vas tukaj gospa Šlibar podpira. Ker gospa Šlibar je tožilka. Še enkrat, najprej je tožilka in zaščitila je svojo tožilko, ki brezpogojno verjame in zaupa, to sem jaz. In v to, da lahko loči svoje politično prepričanje od nekega strokovnega dela na tožilstvu, v to ne dvomim. In to je tudi za to držo, s katero me je podpirala ves čas, pokazala in vem, da je to nekaj normalnega, vendar v tej državi ni. In zaradi tega in na tem mestu izrekam vso pohvalo in se ji zahvaljujem. Se pa normalno je, da bi vas šefinja tožilstva podprla, ampak v tej državi to ni normalno, pravte. Se ne sliši normalno. Poglejte, nimam podpore na vrhovnem državnem tožilstvu oziroma pri generalni državni tožilki. To pa ne vem, v čem pa je to, bom rekel, vi ste celo pojavili na državno tožilski svet. Glejte, zadeva ima mogoče malo daljšo brado, a ne? Problem je v tem, da že ko je gospa Bergantova postala generalna državna tožilka in ko me je prvič poklicala po telefonu, sem dobila občutek, da nekako je dobila neko nalogo, da mora to razčistiti za vsako ceno. Da mora razčistiti kaj? Da mene umiri v nekem smislu proti tem prijavam in proti tem, da takrat sem zavrnila. To je že predno ste vložila vadbo ali kako? Predno sem vložila vadbo. In me je, ko je nastopila svojo funkcijo, me je poklicala preko signala po telefonu, sva se o tem pogovarjali, vendar pa. Ampak je že to pogovor, ki gre čez njene pristojnosti ali ne? Ne, mislim, da ne. Ne gre celo tukaj neke vrste moja kritika, mogoče na njo, leti v tej smeri, da me v vsem tem času enkrat samkrat ni osebno povabila kot človeka, kot tožilko, kot osebo, kot žensko na pogovor na 4 oči, da bi vendarle iz mojih ust neposredno zvedela, kaj imam za povedati. Šlo je celo tako daleč, da me je vodja SDT Šlibarjeva sama peljala na sestanek samoiniciativno generalni državni tožilki in ko smo prišli tja, ko smo prišli tja, je rekla, a ti si tudi tukaj. Tako da tisti sestanek je bil po moji oceni polomija, totalna. Videla sem, da se me skuša umiriti in ustaviti in da nekako se paktira s policijo, vendar le stopi čez to, sprejmi drugo ekipo varnostnikov, ne glede na to, da so ti ukinili tisto, ki si zaupala. In na tisti točki sem jaz videla, da podpore nimam in takrat pač sem tudi nehala pričakovati od generalne državne tožilke, da me bo podprla v kateremkoli segmentu. Ampak zdaj ta gospa Bergantova, dobro, pač
Ali se vam zdi, da to dela na podlagi nekega dogovora na nekem drugem nivoju, v okviru politike, nekega dogovora s policijo, ker ona je precej, bom rekel, pač družina Bergant, njen mož je pač tudi zdaj diplomacice, pa trenutno je, mislim, da svetovalec pri predsednici republike, da skratka je precej in bo moj bivši sošolec v gimnaziji Poljane. No, ampak precej vpletena nekako v te politične strukture. Ne? Ja, res je. Zdaj, jaz ne vem, kako je s politiko, sem pa dobila močan občutek, da simpatizira z vrhom policije, tudi vem, da pred ukinitvijo varovanja meni sem prejela informacije, je sprejemala in na sestanke sprejemala vrh policije, vedela, da bodo meni ukinili varovanje, na nobeni točki, a veste, gospod Požar, vsak obdolženec v kazenskem postopku ima pravico, da se sliši njegov glas. Meni so ukinili varovanje, brez da bi en z mano spregovoril eno besedo. In tukaj jaz vidim problem, da se generalna državna tožilka ni mogla usesti z tožilko, ki se ji ukinja varovanje v tako pomembni kazenski zadevi in se z njo pogovoriti, kako se pa ti ob tem počutiš. Lej, mislijo ti ukiniti varovanje, kako si ti, kaj. Se pa niti te, kako bi rekel, ne samo, kaj šele ženske, niti stanovske. Ne, celo tako se upravičujem, celo tako daleč je šlo, da sem slišala njeno izjavo, ki jo je dala na konferenci za medije, da bosta z vodjo specializiranega državnega tožilstva naredili vse, da se bo tožilka počutila varno. Pazite, to je neka konotacija, ki govori na to, da sem problem jaz, ki si nekaj domišljam. In potem sem celo zasledila, da na Ministrstvu za pravosodje pripravljajo neka navodila, da se varovanim osebam nudi psihološka pomoč. To pomeni, da so skušali mene okarakterizirati kot psihološko, psihično nestabilno osebo, ki pač je takšna, kakršna je in ji zaradi tega ne gre zaupati in jo je treba malo takole vzeti, češ, gospa ima probleme, dajmo to malo tole razčistiti na ta način, da se, ne vem, kakšen psiholog z njo pogovori. To je delala Udba. Ne vem, kdo je to delal, kakšni sistemi so to. Ti ne moreš prijavitelja izpostaviti, prijavitelja, ki govori resnico, njega problematizirati, njega izpostaviti, sistem, ki ne funkcionira in proti kateremu se on postavi, pa pač zaščititi na tak način, da se izpostavi posameznika. Imate probleme ali nimate probleme? Na tožilstvu? Ne, hočem reči vi kot oseba. Ker verjetno ste prebrali, v vas se malo kaj tudi piše v tej zvezi. Mislim, da sem, vsaj dvakrat sem nekje prebral, da neke očitke, pač kot neke vrste zaupne informacije, da spite z varnostniki, spite z pripadniki kavaškega klana in podobno. Lejte, to je pa tako noro, da ne vem niti, a se ne sam nasmehnem, a jaz sem zoper gospoda Kunstlja vložila kazensko vadbo. Mislim, nisem Kunstl pisal, ne? Mislim, da ne, tudi Perš, Luka je Peršov, ampak s tistim se sploh nisem več ukvarjala, ampak tam je šlo pa tako daleč, da sem pa vložila kazensko ovadbo. Zoper njega? Zoper njega, zoper Kunstla. Ker, a veste, mislim, zelo živahna bi morala biti, da bi spala in z predstavniki kavačkega klana in, če se ne motim, s svojimi varnostniki. Če bi se to res dogajalo, verjemite mi, da jaz ne bi bila več na glavna tožilka na zadevi kavački klan. Če bi en promil resnice v tem bil. Morate se pa zavedati, kakšno breme in kakšne laži moram jaz tudi kot tožilka za to prenašati. Pa tudi moji družinski člani. To sem vas lahko vprašati, kako se spopadate s tem, ne? Tako, da sem pač vložila kazensko vadbo in si mislim, lejte, pametni ljudje bodo vedeli, da to ni resnica. Ker zdaj zasebni partner je kriminalist tudi, ne? Tako je. Ja. On malo težje to prenaša kot jaz. Moram reči, moški težje prenašate obremenitve kot ženske očitno. Tako da jaz sem si pa rekla, jaz bom naredila po pravni poti vse, da se to izpostavi, ker to se ne bi smelo dogajati. Boli me pa nekaj drugega, če lahko povem. Ja, seveda, ja. Boli me pa to, da ne bom predolga, boli me pa to, da ko gre diskreditacija ene tožilke čist po spolu, ker je ženska, bi se mogle dvigati vse ženske na pomembnih funkcijah v državi. Na takele članke bi pa morale. Predsednica državnega zbora, predsednica države. Ne, in je bila moja sošolka. Morali bi se, kje so vse predstavnice nevladnih organizacij? Kje je kakršenkoli ženski glas, ki bi rekel, zdaj je pa to dovolj. Jaz sem ostala popolnoma sama v ozkem krogu ljudi in sem rekla, ok, lahko ostanem na bolniški, pa me ni več, pa si najdem drugo službo ali se pa borim do konca z
pokončno držo in to bom tudi naredila. Gospa Gončin, kako pa si predstavljate, zakaj jih ni, zakaj se ne oglasijo? Ne vem, v meni vre balkanska kri, v drugih, mogoče Slovenci, raje molčimo, ker sem tudi pol Slovenka, kot da spregovorijo, ker si ne želijo nakopati. Ne, to razumem, ampak zakaj molči Nataša Pirc Musar, zakaj molči Urška Klakočar Zupančič, zakaj molči Nika Kovač, na primer, ne? Zakaj molčijo Renata Salecl, ne vem, kaj ženske, ne, ki se oglasijo ob vsaki stvari, ne? Ena tožilka, ki se zoperstavlja sistemu, sama, Lonely Rider, pravzaprav nepomembna. Jaz mislim, da ali pa, ne vem, imajo toliko drugega dela, da se s tem sploh ne želijo ali pa nimajo časa ukvarjati, ampak s tem bi se morala cela država ukvarjati, ne z mano, da ne bo slučajno se to napačno interpretiralo. Z ravnanji, ki se dogajajo v zvezi z mano. Jaz sem tukaj pač ena kolateralna škoda. Jaz nisem kot jaz pomembna. Pomembna je pravna država, pomembna je institucija policije, pomembno je, kako se policija odziva na to, da nekdo s prstom pokaže nanje in na njihove nepravilnosti. Tudi, če bi bila to branjevka ali pa ki prodaja solato, jaz sem pa tožilka, jaz vem, kaj delam in s kakšnimi dokazi operiram in za kakšne nepravilnosti je šlo. In to me čudi, da se nič ni zgodilo. Vodstvo. Nekaj se je zgodilo, vseeno, ne? Kaj se je zgodilo? Odstopil je gospod Jušić, pa še to ne zaradi povabila na večerjo, ampak zato, ker ni imel pogojev za imenovanje. To je bila samo posledica, še dodatna okoliščina, ki je mogoče dala piko na i, da zdaj pa res čas, da se odstrani. Ne, imeli so pa neki tiskovni konferenci, ki so rekli, da bodo popolnoma reorganizirali pa prevetrili Center za varovanje in zaščito, ne? Vprašajte, kje je zdaj ta reorganizacija in kakšni so rezultati te reorganizacije. Kje je in kakšni so? Nič ni od tega. To je bila samo neka črka na papirju, zato da bodo rekli, da se nekaj dela. V resnici je šlo pa samo zato, da se opozori žvižgače, ki so meni, ker jaz v Centru za varnost in zaščito imam prijatelje. Imam ljudi, ki jih poznam in ki mi dajo točne informacije o tem, kaj se dogaja, da se njih sankcionira zato, da se jim ali v okviru Centra za varnost in zaščito da slabšo pozicijo, manjšo plačo. Lejte, to se vam je zgodilo pa zato, ker ste te in te informacije prenašali in to je v opominu vsem, da se kaj takega več ne zgodi. Ker jaz sem imela prave informacije, kaj se dogaja. To se je zgodilo, samo to se je zgodilo. Samo to je namen te reorganizacije. In nič drugega, ker ta reorganizacija sama po sebi ne prinaša ničesar. Vprašajte in boste videli, kakšen je rezultat. Neke sistemske spremembe na Centru za varnost in zaščito sploh niso potrebne. Na Centru za varnost in zaščito imamo Slovenci dobre varnostnike, ki dobro delajo, ki znajo delati, vendar ne morejo priti do izraza. Problem je 4-5 posameznikov na vrhu vodstva CVZ. Te bi bilo treba odrezati. Padovac in še 4, kako? To je bil prej Brezic, ki je sam odstopil, je bil tako pameten, da ko so se stvari nabirati, je sam šel. To je bil, se pravi, Brezic, Padovac, Bedić, mislim, da je Kočevar, pa ne vem, če je še kdo tega gospoda, ki je zdaj, pa še Šerko, ki je potem postal vodja Centra za varnost in zaščito. A veste, jaz sem v vsem tem času toliko spoznala ta policijski ustroj, vrh in pa tudi CVZ, da enostavno sem globoko prepričana, če bi te osebe zapustile Center za varnost in zaščito, bi Centru za varnost in zaščito povrnili nazaj in nek ugled, neko legitimnost in bi lahko ta organ bil ponos v državi nekih varnostnikov, ki delajo dobro, ki delajo zavarovane osebe in predvsem pa, ki so ljudje, ki v intimnosti držijo informacije o življenju varovanih oseb. Ne pa, da jih dajejo, prodajajo, trgujejo z njimi za vsakokratno politično opcijo in da kako si nabirajo koristi. Kako pa to poteka, to trgovanje oziroma prodajanje te informacije? Ob pivu ali kako? To pa jaz Beležke o pivu? Nimam pojma, tako daleč pravzaprav sploh nisem šla, dejstvo pa je, da so meni v skupino... Nekaj prej ste menili pač Poklukarja pa Padovca. Ja, ona dva sta prijatelja, jaz zato vem, jaz sem rekla primeroma, lahko da na pivu, jaz ne vem. Dejstvo pa je, da te informacije grejo, se širijo in tukaj bi izpostavila en dogodek, ki sem ga tudi v predlogu za posamezna preiskovalna dejanja in v ovadbi, če seveda
mi to dovolite. Ja, seveda. Tako da, poglejte, recimo tipičen primer, tega še nisem povedala, uhajanje informacije. Ko se je zgodil umor Satka Zovka, Satko Zovko je bil med drugim moj skesanec tudi. Vi ste ga poznali osebno, ne? Osebno sem ga poznala. Ko se je A zgodil to je uraden status skesanec, kako? On je imel status To ste mu skesanca. videli, kako? To mu podeli pač posebna komisija, tako da ja, imel je status skesanca, vendar je iz tega programa potem tudi izstopil. Ampak problem je v tem, ko je prišlo do njegovega umora, tisti dan so ponovno uvedli fizično varovanje zame in za vse tožilske kolege, ki so delali na zadevi Kavački klan. To se pravi umori, droga, karkoli. Jaz sem bila v velikem precepu, ali sploh sprejmem, glede na to, da sta prišli dve popolnoma meni neznani osebi, dva varnostnika po mene in me naložili v avto in me peljali na sodišče, ker sem imela takrat tisti dan obravnavo. Ampak mi je vodja specializiranega državnega tožilstva rekla: Mateja, ne deli problemov, tukaj pa ne, zdaj gre pa za resno zadevo, pokaži, da si resna, pokončna, ukloni se temu, če so rekli, da je nevarnost, pojdi v avto, sprejmi to varovanje. Jaz sem to naredila. Prvih 5 minut, ko sem se usedla v avto, vzela sem telefon, opravila zasebni telefonski klic v varovanem vozilu. Omenila ime človeka, ki sem ga poklicala. Čez pol ure je ta informacija prišla k Dejanu Padovcu. In ta oseba, ki sem jo klicala, ki je bil sicer zaposleni na CVZ, je moral k Padovcu na zagovor. Se pravi, prvi dan, prvih 5 minut oziroma 10 minut v vozilu, informacija o mojem zasebnem življenju, ker to, koga jaz kličem, to je moja privat stvar, zasebna stvar, je iz varovanega vozila šla k vodstvu Centra za varnost in zaščito. Pa kako ne? Kako pa to veste? Človek, ki je moral na zagovor iti, mi je to povedal, da je moral iti na zagovor zaradi tega, da pojasni, zakaj sem jaz njega klicala. Nekaj ga ne bi smeli klicati, kako? Ne vem, to morate pa Dejana Padovca vprašati. Tako da, a veste, do tega, da so mi dali takrat v ekipo varnostnika, ki naj bi zbiral informacije o meni, do tega, da sem jaz to informacijo prejela, sploh ne iz policijskih krogov, čisto iz drugih krogov in je potrjena. Veste, take stvari lahko državljane skrbijo. Take stvari se ne bi smele dogajati. In vsi moramo stremeti k temu, da nimamo takšnih posameznikov v vrstah policije. In jaz se bom do konca za to borila, da se v policiji kaj takega ne dogaja. Zdaj, verjamem, da sem trn v peti s tem politiki, vladajoči koaliciji, ampak jaz se nisem borila proti koaliciji, me razumete? Zdaj, če bi bila koalicija, ta prava koalicija, bi sama poskrbela za to, da bi te ljudi odstranila z policije. Jih pa ni in se je sistem nekako obrnil proti meni. Zdaj, predno smo šla v studio, ste mi rekli, da ste malo razočarani nad to vlado zdaj, ne? Razočarana sem. Jaz sem si rekel, da ne vem, kaj ste pričakovali, ne? Ker od politike veliko je težko pričakovati, no, ampak... Glejte, gospod Požar, jaz sem tožilka in jaz sem se čim manj probala s politiko ukvarjati. Res je, da vsak človek ima svoje politično prepričanje, tudi jaz ga imam, ne? Ga imam in ja, ta vlada me je razočarala. Razočarala me je sa svojo neaktivnostjo, sa svojim neodzivom na situacijo. A veste, predsednik vlade mora skrbeti za to, kakšno policijo ima. Policija je eden od glavnih stebrov države in če ta ne funkcionira tako, kot mora funkcionirati, potem se država razsuje, potem nimamo več pravne države, to je prvi temelj, razumete? In da reče potem predsednik vlade, da pa se ne bo ukvarjal s policijo kot predsednik vlade, zato ker pa ta policija zoper njega neko, ne vem, ovadbo vložila, to je otročje. Od takega predsednika vlade, mislim, kako lahko pričakuješ tako izjavo od predsednika vlade? In ja, sem razočarana nad ministrom Poklukarjem, dobro, to nekako sem malo manj razočarana, vendarle pa predsednik vlade bi po tisti izjavi, ki jo je dal celo v zvezi z mano, jaz sem takrat sedela za televizijo, sem rekla, no, zdaj bo pa nekaj naredil. Pa ni naredil. Zgodilo se ni nič. Se je zgodilo, ja. Na mene so se spravili. In to vsi vejo. In to se dopušča. In danes sem jaz, naslednjič bo nek drug. Ne moremo v državi neki posamezniki nositi breme za to, kar se dogaja na tak način. Država mora odreagirati. Mora odreagirati.
Pa zdaj, to ste vi zdaj ste neke vrste disidentka bi, ne, v tem tožilstvu, kako? Ne, nisem. Jaz disidenta, ne, ali pa žvižgača, razumem kot osebo, ki prijavlja nepravilnosti znotraj svojega organa. Jaz nisem prijavljala nepravilnosti na tožilstvu. To, kar se je na VDT dogajalo, je samo posledica. Vzrok je nekje druge, vzrok je policija. Jaz sem tukaj šla direktno proti vodstvu CVZ in proti vrhu policije. Še vedno pa mislim, ampak šla sem pa zakaj? Zato, ker ocenjujem, da so bile storjene strašne nepravilnosti. Poglejmo, kaj se je dogajalo z mojimi kamerami na hiši. Se to sem vendarle razlagala in o tem sem, tudi tukaj sem predlog dala za posamezna preiskovalna dejanja. Veste, tukaj je bilo vrsto enih stvari, na katere sem morala odreagirati. Tako da ne, jaz se nimam za žvižgača, jaz sem izpostavila nepravilnosti v drugem organu, tako da dejstvo pa je, da je vse to, kar se je v nadaljevanju dogajalo na Vrhovnem državnem tožilstvu in pri generalni državni tožilki, kot sem povedala, samo ena posledica. Generalna državna tožilka nimate na svoji strani, Golob ne naredi ničesar, oziroma ravno obratno, minister, imate težave, predsednica republike se ne oglasi z vami, predsednica državnega zbora se ne oglasi z vami. Mislim, težko se zdaj predstavljam, kako funkcionirate. Ne? Predsednica državnega zbora se oglasi, tako da me javno ne podpre, oziroma dogovori o tem, da nimam dokazov. Hočem reči, kako to funkcionirate potem zdaj kot tožilka? Tako bom rekla, zelo preprosto. Hodim v službo, opravljam svoje delo. Vložila sem predlog za posamezna preiskovalna dejanja na sodišče. Ko bom dobila odziv sodišča in če se bo sodišče z mojim predlogom strinjalo, bo prva stvar, ki jo bom naredila, zahtevala pisno, da se suspendira vodstvo Centra za varnost in zaščito, ker to so osumljenci v tej zadevi. Oni še zmeri sedijo, tako, do konca postopka, oni še zmeri sedijo na vodstvenih položajih. Nekdo na CVZ-ju ukrade... Vsi ti, ki vi omenjate v ovadbi, pravzaprav... Tako, še zmeri zasedajo vodstvene položaje. Nekdo, en policist, ki vzame sendvič, je takoj procesuiran oziroma je v suspenzu. In kdo o tem odloča? Vodstvo CVZ. Zdaj pa oni sami odločajo o sebi, ali bodo suspendirani. To jaz mislim, da je popolnoma nedopustno. In ja, živim iz danes na jutri, opravljam svoje delo, imam en cilj, to je, da ta postopek, ki sem ga začela proti vodstvu Centra za varnost in zaščito, speljem kot oškodovanka, kot tožilka do konca in primarno mi je zadeva sojenja v zadevi Kavaški klan, da ga speljem do konca. To lahko, bom rekel, kljub temu, da ste zdaj obremenjeni s temi svojimi zadevami, lahko normalno funkcionirate kot tožilka v teh procesih. Lahko. Ja. Še dve vprašanje imam za vas, ker da se že začel čas malo mučiti. Poznate ta primer, kako je pravosodnega kolega, bivšega sodnika Zvezdana Radonjića? Ja. On je tudi šel na nek način proti sistemu in je pač sankcioniran, tako kot je sankcioniran, oziroma se še kar nekaj dogaja z njim. Vas mogoče skrbi, da se vam lahko recimo podobna usoda tudi vam zgodi? To je kakšna usoda? Ne vem, da vas recimo vržejo iz tožilstva, ne? Mogoče bi mi še uslugo naredili. Ne, lejte, ne skrbi me to. Mene ne skrbi zato, ker kaj pa, a jaz delam kaj narobe? A jaz delam kaj nezakonitega? Ali kje piše, da se nepravilnosti ne smejo izpostaviti? Ali sem izdajala kakšno taktiko in metodiko policijskega dela? Ali sem izdajala kakšne tajne podatke? Ali sem delala karkoli prepovedanega, kar ne bi smela? Jaz ne vidim razloga, da bi mene iz tožilstva kdorkoli vrgel. Jaz imam predvsem na specializiranem državnem tožilstvu podporo večine svojih kolegov. Ta se pa izraža kako? Ta podpora? Ta podpora se pa izraža tako, da me potrepljajo po rami, da spijemo kavo skupaj, da mi rečejo, Mateja, nisem izolirana, od nekaterih kolegov ampak jih je zelo malo. Ste pa od nekaterih? Od nekaterih da, ampak jih je zelo malo. Večina pa ne, večina je pa kolegialna in sem jim hvaležna, tako da jaz ne vidim neke realne osnove za to, da bi imela v zvezi s svojo službo in pa svojo funkcijo zaradi izpostavljanja svojih nepravilnosti kakršnekoli težave. Če jih bom pa imela, se bom pa proti njim borila. Tudi proti Zdaj,
Predvidevam, da so bile te informacije, ki so se pojavile pred meseci, da greste v politiko, ne? Da boste kandidirali pri Anžetu Logarju in potem, če Anžet Logar postane predsednik vlade, boste prevzeli tisti njegov, ne vem, urad za boj proti korupciji. A je to bilo v funkciji tega nekega poskusa vaše diskreditacije? Ja, verjetno. Ali je kaj na tem sicer? Ne, jaz sem to prvič prebrala iz tega medija, tako da meni noben ni povabil v politiko, jaz se z nikomer ne dogovarjam o politiki. Ne vem pa, kam me bo pot v nadaljevanju nesla, nekako ocenjujem, da pa se dejansko moja pot na tožilstvo počasi izteka. To pomeni kaj? To pomeni, da bom zaključila proces Kaveški klan, potem pa korenito razmislila, ker mislim, da sem temu tožilstvu dala, kar sem imela zadati. 15 let sem, mislim, da že samo na specializiranem državnem tožilstvu. Naučila sem se, kar sem se imela za naučiti, lahko bi svoje znanje še prenesla mogoče naprej. Nekako me ne mika, pa tudi mislim, da nikoli ne bom povabljena na vrhovno državno tožilstvo oziroma sprejeta, glede na to, kakšen je ta odnos do mene. Tako da mislim... To v bistvu karierni korak je samo še to, da če postanete vrhovna tožilka, ne? Ja, pa nekako me to ne zanima v tem trenutku. Tudi verjetno ste pričakovali, da bo državno-tožilski svet zavrgel tisto prijavo zoper Katarino Bergant. Ja, moram pa reči, da tukaj pa sem samo človek in to me boli, zato ker, a veste, vodja SDT tudi ne laže, a ne? In jaz nisem prejela teh informacij sama. To je, da me je treba dati v disciplinski postopek, za kar ni nobene podlage, kar je vodja SDT tudi povedala generalni državni tožilki, in pa, da se mi enostavno odvzame zadeva Kaveški klan in se na tak način reši moje varovanje. Mislim, to se pravi, v katerikoli drugi... Vzeli bi vam case, na katerem delate zdaj že lep čas, ne? Samo zato, da bi imeli nek razlog, da vam vzamejo varovanje. Oziroma, da se več ne zapletajo z mano v tem smislu, da me odstranijo in da je mir, ali pa ne vem, ali pa da me proglasijo za psihično nestabilno osebo, ki ni kos zadevi Kaveški klan. Ampak, a veste, če bi vas dali v disciplinski postopek, bi verjetno tudi ne. Verjetno. A to je konkretno predlagala Bergantova, vaši šefinja? Tako je. Pa je bil kakšen razlog, kakšen argument za to, ali pač... Ja, verjetno izpostavljanje mojih nepravilnosti. Razumem, obstaja nek temelj, da se vas sploh da v disciplinski postopek. Jaz ga ne vidim, če pa ga vidi gospa Katarina Bergant, naj ga pa pove. Povedala ga pa ni, kako? Ne. To pa me je zabolelo, ker veste, v neki demokratični družbi, v neki urejeni evropski državi, če generalni državni tožilec pozicije moči pa lahko samo nekako namigne na kaj takega, mislim, da je to nedopustno. Ni treba, da pride do tega. Dovolj je, da to reče. In bi se morali sprožiti vsi alarmi. In tukaj je bilo izrečeno. Ampak prej ste vsem nekaj rekli, pa mogoče smo šla malo prehitro bliz tega, zdaj vsem malo gledam na čas, ampak rekli ste, da ima ta zgodba s Katarino Bergant malo daljšo brado, ne? Ampak mislim, da nekako, ne vem, mislim, da niste to pojasnili, zakaj. Kaj so to kakšni, se poznata z faksa, so kakšni problemi, kako? Ne, se poznava iz faksa. Nekako bom rekla, da si saj od trenutka imam občutek, ko je postala generalna državna tožilka, sem nekje čist intuitivno zaznavala, da mi ni naklonjena. To sem mislila s tem. In se je potem to samo še stopnjevalo. Ja, vem, samo intuitivno. Na nečem je verjetno ta intuicija temeljila, ne, predvidevam. Lahko rečem samo to, da mi morda ni bila že predtem naklonjena. Kot kolegica tožilka. A to gre za kakšne osebne zadeve ali gre za kakšne... Ne, sploh ne gre za osebne zadeve, ampak nekako sem imela ves čas občutek, tudi takrat, ko je bila v tujini, pa prišla nazaj, da nekako nismo na isti valovni dolžini. Zdaj je pa to očitno na nek način izbruhnilo, ne? Očitno. Ja. Skratka, ne izključujete čist, ne? Politiko, ne, če verjetno ne boste, razen če boste odvetnica. Ne izključujem ničesar, gospod Požar, tako da odvetnica pa sigurno ne bom, to pa izključujem. Tako da v te vode pa ne grem. Zasebni sektor ne greste kako? Ne. Dobro. Ja, zdaj prišla sva v koncu, gospod Gončin, zdaj, če želite, mislim, pa če imate kaj takega, ne, kar bi bilo recimo vredno povedati, ne, ali pa bi še morali povedati, pa vas jaz nisem vprašal, oziroma prej pa recimo tega nisva načela. Znači, jaz bi samo rekla, da takole, da po oddaji Tarča mi je dalo motivacijo
za nadaljne delo dejstvo, da sem prejela ogromno pisem, podpore se strani državljanov Republike Slovenije in da se jim na tem mestu za vso to podporo zahvaljujem. In da je tudi to eden od razlogov, da bom to, kar sem začela, tudi nadaljevala in se pri tem ne mislim ustaviti. Nek rezime vsega tega, kar so se danes pogovarjala, bi pa rekla, v nobeni državi ne more policija nadzirati tožilstva. Kvečemo je obratno. Tožilstvo nadzira policijo. Ja, se to je res čudno, ker kadarkoli človek pošlje, recimo, ali pa pošlje kakšno novinarsko vprašanje za kakšen konkreten primer, običajno mi iz policije odgovorijo, tožilstvo vse vodi, vse je v rokah tožilstva, pa njih se pozanimite. Ja. Pač to je pa nekaj drugega, ne. Lejte, to je prav, da tako policija reče, če ima zadevo že v rokah tožilstvo. Tožilstvo je dominus litis predkazenskega postopka in policija se vedno zgovori, tožilstvo usmerja predkazenski postopek, tožilstvo lahko dopolnitev ovadbe zahteva, tožilstvo je tisto. Tukaj, v tem, je pa kar naenkrat policija prišla na tožilstvo. Je res, da je policija tista, ki je strokovnjak za izvedbo varovanja. Ampak, če pa se nek razumen dvom v zakonitost njihovega dela vzpostavi, potem morajo pa štrleti ušesa vsem na vrhu tožilstva, vsem tožilcem in celi državi. Tukaj se pa to ni zgodilo. Tukaj sem pač v tej situaciji sem dejansko ob Kavačkem klanu, ob sojenju ostala nekako jaz izolirana. Kako vam pa zdaj kaže ta proces? O tem procesu pa ne smem. Gre vam v prid, kako, oziroma državi, oziroma tožilstvo v prid? Lejte, o tem pa ne smem govoriti, kazenski postopek še traja. Jaz in pa kolega menim, da upravljava delo dobro, da sva vedno pripravljena na obravnave, kolegi odvetniki delajo svoje delo, sodnica bo pa tista, ki bo na koncu odločila, kakšen bo rezultat tega dela. Stopnja ogroženosti je enaka kot prej, varovanje niste več. Predvidevam, da so tudi ostale varovane od sebe odslovili zaradi tega, da so lahko vas odvarovali. Hvala Bogu, da je nekdo to povezal, ker ostali kolegi so bili v varovanji 3 mesece, oni sploh niso prišli, niti v možnosti niso imeli kakršnega koli konflikta z vodstvom CVZ. Jaz sem ga imela pa že predtem 2 leti. In ta izjava generalne državne tožilke, da so vsi kolegi zadovoljni z varovanjem, samo kolegica Gončine, halo, jaz sem prva, ki sem bila zadovoljna s svojimi varnostniki, ne pa z vodstvom CVZ. Moji kolegi se pa z vodstvom CVZ sploh še niso imeli časa srečati. In to je tako banalno, kar je povedala. Tako da tukaj me je pa dejansko so me pa stvari pojezile. Ampak moje vprašanje je bilo tega, ali vas je strah, vas osebno, fizično? Lejte, jaz o tem ne razmišljam, ker če bi človek o tem razmišljal, potem ne bi mogel delati to, kar dela. Jaz opravljam svoje delo. Se pravi, obdolženci v kateremkoli postopku, ne sem pri Kavačkem klanu, točno vejo, da je moja vloga, da zastopam obtožnico. Jaz ocenjujem, da to delam zakonito, pošteno in da se osebno distanciram do nekih predsodkov obdolženca ali pa namenoma nagajam ali ne vem karkoli, kar bi lahko vzbudilo neko željo po maščevanju meni kot tožilki. Jaz opravljam svoje delo in mislim, da je to njim zelo dobro jasno in o nekem strahu ne razmišljam. Tako da zaenkrat stvari stojijo tako, kot stojijo in delam naprej. Dobro, gospa Gončinova, najlepša hvala, da ste prišli v studio, da ste povedali to, pač, kar ste povedali. Ne? Upam, da si bo to nekdo vzel tudi, tako bom rekel, k srcu. Ne? Ja, tudi jaz upam. Tudi vi upate, ja. Upanje umira zadnje. Tako, ja. Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja Ura resnice. Vidimo se znova prihodnji petek, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.